Slovenski motokrosist Tim Gajser, junak dirke za veliko nagrado Turčije. Na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v razredu MXGP prvič v sezoni zmagal. Na progi Afjon v razredu MX2 nastopila Jan Pancar in Jaka Peklaj. Po 5. dirki državnega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu trije dirkači v igri za naslov prvaka. V razredu Supersport 600 bo odločitev padla na zadnji dirki sezone. Superbike lovorika praktično oddana. V Pragi konec avgusta potekala speedway dirka parov v konkurenci mladincev na 250 kubičnih motociklih. Slovenska reprezentanca zmago v finalu C zasedla 5. mesto. Zadnjo dirko Evropskega prvenstva parov v 250 kubičnem razredu, ki je potekala na Poljskem, je slovenska mladinska reprezentanca do 16 let končala tik pod stopničkami. Po 4 letošnjih dirkah parov končala na odličnem 4. mestu. Na polfinalni dirki Evropskega prvenstva parov v Madžarskem Nagi Halašu se je slovenska članska ekipa v postavi Nik Škorja in Anže Grmek z drugim mestom uvrstila v jesenski finale. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Na 6. dirki po povratku dirkaško karavano Tim Gajser do prve zmage v letošnji sezoni svetovnega prvenstva v motokrosu. Srečen kraj za Makovčana je bila velika nagrada Turčije. 17. dirka sezone, ki je bila na sporedu 3. septembra, se je za dirkača tovarniškega moštva Honde začela odlično. Dobre čase krogov je postavljal že na treningih in je bil najhitrejši na drugem, ko so dirkači vozili na čas. To se mu je obrestovalo, saj so bile kvalifikacije zaradi močnega deževja odpovedane. Gajser je dirko začel z najboljšega štartnega položaja. Prvo vožnjo je začel odločno in se kmalu prebil v ospredje. Vodilni v skupnem seštevku Jorge Prado je padel kmalu po štartu. Gajser se je hitro otresel tekmecev in polovico časa vozil na prvem mestu, dokler ga za vodstvo ni prehitel Francoz Romain Fauvre. Ja, super sem se počutil celi teden, celi vikend tukaj na tej progi v Turčiji. V drugi vožnji je 5-kratni svetovni prvak še bolj privil ročico za plin in si privozil veliko prednost, kar je pomenilo, da je kljub takšnemu padcu uspel zadržati vodstvo. Bil je izjemno razpoložen, v najboljši formi v sezoni, kar mu je po koncu druge vožnje prineslo skupno zmago. Po letu dni na zadnje zmagal in naslov prvaka kronal ravno v Turčiji je slavil že 44. karierno zmago. Ja, res sem zelo vesel. Po dolgem času, natanko 1 leto nazaj, je bila moja zadnja zmaga. Vožnja me je malo zategnilo, malo mi je roke, sem dobil arm pumpa, ampak v drugo sem dobro od štarta odpeljal tako z nami in zmagal, tako da sem zelo vesel. V razredu MX2 sta prvič po 11 letih nastopila 2 slovenska dirkača, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Pancarju se prva vožnja ni išla, saj končal na 13. mestu, kar mu je prineslo nekaj prvenstvenih točk. V drugo je bil nekoliko boljši, saj je v cilj pripeljal kot 10., kar je na koncu zadostovalo za skupno 12. mesto. Najboljši vikend v Turčiji, enostavno slabe kvalifikacije so mi otežile same štarte. V prvi vožnji sem ostal tudi brez sprednje bremze. V drugi vožnji pa je bil štart dejansko kar dober, ampak zaradi slabe štartne pozicije nisem bil toliko v spredju. Po 17 odpeljanih dirkah v skupnem seštevku zaseda 11. mesto. Peklaj, ki je v Turčijo prišel po izkušnje, saj prvič dirkal v svetovni konkurenci razreda MX2, je prvo vožnjo zaključil na 16. mestu. V drugi je še za 2 mesti popravil rezultat, kar pa mu je prineslo skupno 16. mesto in prve prvenstvene točke v tem razredu. Se mi zdi, da sem naredil 2 dokaj solidna treninga, sploh free practice, glede na to nisem bil dosti za temi top fanti. Res, da rezultatsko mogoče ni izgleda najbolj, zato ker nas ni bilo veliko, ker so bili res samo tisti, ki so prišli tja po točke in ki se jim gre za skupno uvrstitev pač v svetovnem prvenstvu. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 €. Več na amzs.si.
Preden so slovenski dirkači lahko znova drveli, je bilo potrebno že doma pripraviti vse, kar potrebujejo za 5. dirko letošnje sezone državnega prvenstva. Gremo! Pred odhodom so se nabrali kupi tekmovalne opreme, motocikli so bili zloščeni in osveženi, vsak kotiček v vozilu je bil rezerviran za poseben kos opreme. Na poti v Brno, ki je od središča Slovenije oddaljen 527 km, smo se pridružili slovenskima dirkačema Eneju Logarju in Etienu Cantarju Božiču, ki sta iz Idrije oziroma Lucije potrebovala še nekaj več časa. Ja, pot na legendarno dirkališče je res dolga, ni je videti konca. Kilometri se počasi seštevajo, vožnja čez Avstrijo in Češko do končnega cilja počasi gre mimo. Po dolgih 8 urah so le prispeli v dirkaški pedo, ki je bil v petkovih večernih urah že dodobra poln. A prihod ni pomenil konca poti, ampak začetek nove. Najprej je bilo potrebno vso naloženo opremo razložiti in pripraviti garažo na sobotne treninge, kvalifikacije in nedeljsko dirko. Prvo septembrsko sobotno jutro je bilo kot nalašč, da so dirkači po dolgem potovanju na Moravsko pretegnili svoje zaležane kosti. Dirkanje po legendarnem Masarikovem okruhu je nekaj posebnega. Kvalifikacije v konkurenci dirkačev Supersport 600 dobil Gašper Hudovernik. Štart nedeljske dirke je bil silovit in dirkač številko 37 na motorju se je hitro odlepil tekmecev. Na svoji 3. dirki v državnem prvenstvu je še drugič zmagal. Ja, dirka je bila zame super, dobra borba, tudi tempo ni bil slab. Zdaj, edini škoda, ki je tismu, s katerim sva se borila, je v enem 5. krogu naredil majhno napako in je nastala razlika, tako da sem res probal dati gas, pritisniti, da me ne bi ujel in ja, mi do konca dirke mi uspel ga na isti razdalji zadržati. Bolj zanimiv in napet obračun je potekal za drugo mesto, ko so se najboljši 3 dirkači v letošnji sezoni na 5403 metre dolgi stezi borili za vsak centimeter. Do dirke v Brnu vodilni v skupnem seštevku Domen Lipnik na svojo žalost ni dolgo ostal v troboju. Zaradi tehnične okvare prvič v sezoni ostal brez prvenstvenih točk. Nadaljevala sta le še Enej Logar in Etien Cantar Božič, ki sta dirkala ramo ob rami, na koncu pa je ciljno črto hitreje prečkal 15-letni dirkač iz Lucije. Po 5 odpeljanih dirkah je vrstni red na vrhu povsem premešan. Dirko pred koncem sezone si vodstvo v skupnem seštevku delita Logar in Cantar Božič, nesrečni Lipnik pa za njima zaostaja za 4 točke. Odločitev o naslovu državnega prvaka bo padla na zadnji dirki na Grobniku. V konkurenci dirkačev razreda Superbike smo na zmagovalnem odru videli stare znance. Do 3. zaporedne zmage je prišel Blaž Bregar, ki je bil novič najbolj suveren na motorjih s 1000 kubičnimi centimetri delovne prostornine. Evo, še ena super dirka za nami, 3. zmaga zaporedoma, tako da vse je potekalo normalno, super, tako da se vidimo na Grobniku na zadnji dirki. Ljubljančan ima zdaj pred Srečkom Virantom, ki je bil v Brnu drugi, zdaj 23 točk prednosti in je na pragu, da osvoji prvi naslov državnega prvaka. Na 3. mesto se je uvrstil Vedran Belošević. Zadnja dirka sezone bo potekala tam, kot je prva na hrvaškem dirkališču Grobnik 8. oktobra. V zadnjih avgustovskih dneh se je v Pragi začel teden evropskih prvenstev parov v Speedwayu. V konkurenci mladincev v 250 kubičnem razredu je nastopila tudi Slovenija v zasedbi Sven Cerjak, Tilen Bračko in Gregor Zorko. V močni konkurenci so na predzadnji dirki prvenstva zmago v finalu C zasedli 5. mesto. Le nekaj dni po preizkušnji v Pragi so se slovenski speedwayisti preizkusili na zadnji od skupno 4 preizkušenj evropskega prvenstva parov mladincev do 16 let. Na 250 kubičnih motorjih so na Poljskem slovenske barve zastopali Sven Cerjak, Gregor Zorko in Tilen Bračko, ki so z odličnimi vožnjami nadgradili predstave iz Češke. Dirko so končali tik pod zmagovalnim odrom, kar jim je v skupnem seštevku tekmovanja prineslo končno 4. mesto.
Veliki zmagovalci so bili Poljaki, ki so doma potrdili premoč, drugi so bili Danci, tretji pa z enakim številom točk kot Slovenci švedski spidvejisti. Zaradi boljših uvrstitev na posameznih dirkah se je rezultatska tehtnica prevesila na stran Švedov. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Na polfinalni dirki Evropskega prvenstva parov na Madžarskem se je slovenska ekipa v Speedwayu postavi Nik Škorja in Anže Grmek z drugim mestom uvrstila v jesenski finale. Zmagala je ekipa Italije, tretje mesto, ki še vodi v finale, pa so odnesli Latvijci. Pri nas ste vsi zmagovalci. Med 8. in 10. septembrom bo na Slovakia Ringu potekala mednarodna dirka prvenstva Alpe Adria. Na 5. od skupno 6 preizkušnjah v sezoni naj bi nastopili 3 Slovenci z licencami AMZS. Nedelja 10. september je rezerviran za dirko mini cestno-hitrostnega motociklizma. Dirkači, ki nastopajo v državnem prvenstvu, se bodo prvič preizkusili na hrvaškem dirkališču Novi Marof. V dolini pod Kalom bo v nedeljo 10. septembra potekala dirka državnega prvenstva v motokrosu, ki jo organizirajo člani AMD Šentvit pri Stični. 15. septembra bodo v akciji znova spidvejisti. Anže Grmek bo nastopil na dirki svetovnega prvenstva v Vojensu na Danskem. Vozniki, ki nastopajo v državnem prvenstvu v trialu, se bodo zbrali 16. septembra v Kočevju, kjer bodo odpeljali prestavljeno dirko. Za tekmovalke in tekmovalce bo to tretja preizkušnja v sezoni. Motokrosiste 17. septembra čaka nova dirka svetovnega prvenstva MXGP. V Maggiori bo na sporedu velika nagrada Italije.